Vemo, da naše zdravljenje, naših hematoloških, pa vsi upam reči tudi širše onkoloških bolnikov, je takšno, da je zdravljenje agresivno naravnano. Zapleti so pričakovani in težki. In dejansko ta fizična aktivnost, ki se izvaja tudi med našo hospitalizacijo, pomaga vzdrževati, da dokler je bolnik sposoben, dokler ni tako kritično bolan, da ne more več, da drži to mišično maso in da drži fizično aktivnost za čase, ko jo bo rabil. Tak program rehabilitacije pomeni tudi, da bojo ljudje oziroma bolniki, ki so deležni, prej šli nazaj opravljati svoje delo, službo, tisto, kar nas bogati, kar nam omogoča, da imamo ta svoj vsakdan takšen, kot ga imamo. Da se vedno pripravljamo, da bo bolnik lahko preživel oziroma bil kos tistemu, kar mu lahko najbolj neugodno streže recimo po življenju. Jaz mislim, da če se ti boljš počutiš, če si močnejši in posledično tudi lucidnejši, da si sigurno boljši v vsakem segmentu življenja. Naj si bo to motorična aktivnost, naj si bo to intelektualna aktivnost, naj si bo to pogovor s sogovornikom, ali je to zdravnik, ali pa tvoj prijatelj, ali pa poštar. Mislim, da bi to moglo biti dejansko program neke celostne fizične aktivnosti, prilagojen seveda vsakemu individualnemu posebej del nekega širšega bolnišničnega pristopa nasploh in verjamem, da čez 20-30 let, da temu tako tudi bo. Vsaka taka še na videz majhna donacija pomaga graditi neko stopensko podobo, sliko nečesa, ki vodi k izboljšanju ne samo nekega posameznikovega stanja, ampak nasploh neke situacije, ki se v tem momentu reče, ki se v tem trenutku reče, neke celostne rehabilitacijske slike hematoloških oziroma onkoloških bolnikov v Sloveniji. Ne samo kratkoročno, ampak tudi dolgoročno.